božji blagoslov vsem, zato da bo ta hipnoza, magija, televizijska, RTV-evska padla stran, da boste to, kar bom zdaj povedal, lahko sploh dojeli. Decembra 2019 sem videl, da bojo dali cepivo ven. Tiste pol leta se sploh nisem ukvarjal z to korona histerijo, ko sem rekel, ko bojo cepivo ven prišla, ko sem že prej vedel, da bojo naredili taka, da bojo povzročila trajno neplodnost. No, ko so ven prišla, decembra sem je začel to tako raziskovati. Na YouTubeu so itak vse dol vrgli te zadeve in sem potem na Bičotu najprej videl od enega Angležinje, pravzaprav, ki je dala škatlico od AstraZeneca cepiva in noter so bile pač sestavine, ki jih bom zdaj prebral. Ja, bom kar tukaj šel. Se pravi, noter je bilo 5 takih sestavin. MRC5 je v bistvu celični sev, da skrajšam. To je v bistvu sestavljeno nekaj medicinskih izrazov, pač moram tako prebrati, ker bo verjetno tudi Biserka Ilin tole gledala, kar sem ji povedal, da bom danes tole prebral. Pa gremo na začetek. Jaz sem to kazensko ovadbo dal 4. februarja 2021, cepiv v Sloveniji še ni bilo. Toliko, da boste vedeli, da to je bilo božje vodstvo, da sem jaz to vendal, ker s tem sem hotel preprečiti, da se bo delal rodomor s cepivi na tak način, da bojo ženske neplodne. Teh cepiv v Sloveniji še ni bilo, sem jaz dal kazensko ovadbo, poskus rodomora Evropske medicinske agencije. Poslal na kar dosti mailov, učinka ni bilo, s tem cepivom so potem cepili pol leta v Sloveniji. No, cepivo vsebuje, se pravi, MRC5, kar je v bistvu diploidna linija celične kulture, sestavljena iz fibroblastov, prvotno razvitih iz pljučnega tkiva 14 tednov starega splavljenega otroka, moškega spola. Se pravi, gre za celico abortiranega otroka. Jaz to vidim kot cepljenje za kanibalizem. No, naslednja stvar, ki je bila noter, je kratica CHADOX1, CHADOX se izgovori, to je pa celica šimpanza. Kaj nas hoče opice narediti, očitno. A ni zdaj opičja gripa v prihodnosti na tapeti? Se pravi, CHADOX je adenovirusni vektor cepiva, ki ga je razvil Jenner Institute Univerza v Oxfordu. Vektor je adenovirus šimpanzov, modificiran pomen gensko spremenjen, da se prepreči njegova replikacija, podvojitev ali ja. Adenovirusi so učinkoviti vektori za indukcijo in krepitev celične imunosti na kodirane rekombinantne antigene. Vendar razširjena seroprevalenca nevtralizirajočih protiteles proti običajnim človeškim serotipom adenovirusa omejujejo njihovo uporabo. Simijski adenovirusi nimajo enakih pomanjkljivosti, zato so preiskovalci preizkusili nova cepiva, pri katerih so kot vektor uporabili šimpanzov adenovirus. Te dve sestavine sem vedel, da bom težko kaj ugovarjal tem strokovnjakom, ki so plačani od medijev oziroma od farmacije za CHADOX oziroma za ta celično tkivo od skavkaškega otroka. Sem prav poslušal Radio Ognjišče, kaj bojo duhovniki rekli. Oni so rekli, ja, to je tok nazaj, to je bilo leta 66, to ni več sporno. Sem rekel, ok, tle ne bo šlo skozi. Potem ta CHADOX je v bistvu, sem tudi vedel, da bojo najdali neko strokovno razlago. No, gremo tle še naprej. CHADOX se še do konca preberem. Naprimer, cepivo za okužbo za gripo je bilo zasnovano za uporabo vektorja, ki izraža antigene gripe. Nukleoprotein in matični protein 1, kar je ustvarilo kandidata za cepivo za imenom CHADOX1 NP plus M1. Zdaj, tretja sestavina, ki me je malo odprla oči, malo na širok, si reče luciferin. Lucifer je
se pravi iz latinskega izraza nosilec svetlobe. Lucifer je bil prvi angel, ki je pač padel in njegovo ime je zdaj Satan. In nov svetovni red so v bistvu častilci Luciferja. Luciferizem, ne. In zdaj luciferin je pa spojina, ki jo imajo krstničke noter, ta svetleča zadeva. In jo uporabljajo zdravniki bom probal zdaj tole prebrati, je generični izraz za spojine, ki oddajajo svetlobo, ki jo najdemo v organizmih, ki ustvarjajo bioluminiscenco. Luciferini običajno reagirajo z encimom katalizirano reakcijo z molekularnim kisikom. Nastala transformacija, ki običajno vključuje vcepitev molekularnega delca, povzroči vmesni vzbujeno stanje, ki oddajo svetlobo ob razpadu v osnovno stanje. Izraz se lahko nanaša na molekule, ki so substrati za luciferaze in fotoproteine. Zdaj naslednja zadeva, ki je tudi noter, je luciferaza. Luciferase, v bistvu je luciferasa. Rasa Luciferja. Ampak oni so poimenovali v bistvu luciferazo splošni izraz za skupino oksidativnih encimov, ki proizvajajo bioluminescenco in se običajno razlikujejo od fotoproteina. Se pravi, za neko reakcijo, ne, za akcijo, ki se dogaja, so ji dali ime luciferasa. Jaz vem, da so oni tudi razvili detektor oziroma skener za ljudi, ki so s tem cepivom cepljeni, ker imajo v sebi to luciferin in se dejansko svetijo pod določenim radarjem. In ko bojo šli ljudje na letališče, bojo šli samo čez ta skener in bojo vedeli, ti so cepljeni, ti niso cepljeni. Ime je prvi uporabil Raphael Dubois, ki je za substrat in encim izumil besedi luciferin in luciferaza. Zakaj pa ni dal ime temu, ne vem, kikecin? Opičjada. Ali pa, ne vem, svetlin. Zdaj vam bom povedal, zakaj je to pomemben. Ker ko ti imenuješ neko zadevo z določenim imenom, sploh s padlim angelom, si s tem cepivom naredil čarovniški zvarek in povzročil magijo na tem človeku. Ne da deluje samo kemično, biološko, mehansko, ampak deluje tudi magijsko. Ne, in tale, probajte malo raziskati, verjetno je bil okultist, Raphael Dubois, kar pomeni, obe besedi izhajate iz latinske besede, Lucifer, kar pomeni nosilec svetlobe. Tole ni pomemben. Ja, luciferaza se pogosto uporabljajo v biotehnologiji za mikroskopijo in kot poročevalni geni za številne enake namene kot fluorescentne beljakovine. Za razliko od fluorescentnih beljakovin pa luciferaza ne potrebujejo zunanjega vira svetlobe, vendar pa zahtevajo dodajanje luciferina, potrošnega substrata. Tako da tle sem že vedel, da bo to ena velika štala s temi cepivi. No, naslednja sestavina je bila rekombinanc DNA. To pomeni v bistvu, bom kar prebral, molekularne oziroma molekule rekombinantne DNA, rNDNA. So molekule DNA, ki nastanejo z laboratorijskimi metodami genetske rekombinacije, kot je molekularno kloniranje. A veste, to je pa zdaj že nastanek nove rase, vrste na Zemlji. Molekularno kloniranje. A se spomnite one ovce, Dolly, prva klonirana žival, ovca Dolly. No, zdaj so začeli klonirati molekule v ljudeh. In zato so ljudje zdaj drugačni s cepivom. Precej drugačni. Gensko, molekularno in z magijo. Molekularno kloniranje, ki združujejo genski material iz več virov in ustvarjajo sekvence, ki jih sicer v genomu ne bi našli. Še enkrat bom prebral. Molekularno kloniranje, ki združujejo genski material iz več virov. Lahko tudi iz zraka, ko vdihate noter, pol se stavijo noter v novo sekvenco. Tole je to. Zdaj,
Jaz sem mislim, da tole gledal na BitChutu. Ja, na BitChutu je COVID vaccine insert reveals horror ingredients. Kdor bo hotel, bo lahko potem tole seminarsko nalogo, ima 10 strani, dobil na mail, da bo še sam raziskoval. Navedenih je 10 virov, plus ena sodba sodišča in tako naprej. Ja, no, tle še ni nič takega oprijemljivega, ker ne bi mogel, nisem imel nobenega dokaza, ne, to je pač bilo moje razmišljanje. Potem sem pa po noči ob enih se zbudil, čez nekaj dni, ne zbudil, ko se nikoli ne zbudim, in ko sem bil zbojen, mi je prišla beseda polisorbat 80. Vedel sem, da to se mi je prvi zgodilo v življenju, in sem vedel, da je to nekaj pomembnega in sem šel raziskovati. In polisorbat 80, ne, je pa, zdaj bil je tudi v Gardassilu, cepivo Gardasil, human papillomavirus, tudi vsebuje polisorbat 80, ki so cepili punčke od 6. leta do 20., da ne bi dobile raka na materničnem vratu. V bistvu so naredili deklice in ženske neplodne. To je že bilo kar 7, 8, 10 let nazaj, tudi v Sloveniji. Polisorbat 80 ali Twin z 2 TVEEN je manj znana sintetična spojina, sintetična se pravi umetna spojina, ne? Znana tudi kot Twin 80. Je viskozna tekočina rumene zlate barve, narejena iz polietoksiliranega sorbijata, kemične spojine pridobljene za dehidracijo sladkornega alkohola, in oleinske kisline, maščobne kisline, ki jo najdemo v živalskih in rastlinskih maščobah. Zakaj se uporabljajo? Polisorbat 80 se uporablja kot emulgator ali penilnik v živilih, vitaminih, zdravilih, cepivih. Zdaj pa poslušajte, v katerih izdelkih jih mi imamo že dosti pred tem, preden je prišla korona rodomorija. Polisorbat 80 je vsestranska in uporabna sestavina, zato je prisoten v kar nekaj izdelkih. Tule je kratek seznam. Strukturirane hrane, žvečilni gumi, sladoled, želatina, milo, šampon, kozmetika, kreme za kožo, dišave, zdravila, cepiva. Še naprej bom preskočil, katera cepiva vsebujejo to. Polisorbat 80 v cepivih ni dobro preizkušen na ljudeh. Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni CDC pomožna snov cepiva in povzetek medijev navaja 11 cepiv, ki vsebujejo polisorbat 80. To so cepiva Infanrix z X-om, Kinrix, Pediarix, Pentacel, Agriflu, Fluarix, Men-B, Trumenba, PCV13, Prevnar 13, PCV13, črtica Prevnar 13, Rotatek, Bustrix. Polisorbat 80 je bil vzročno povezan tudi z večjim tveganjem za nastanek krvnih strdkov, kapi, srčnega infarkta, srčnega popuščanja in rasti ali ponovitve tumorja pri bolnikih z nekaterimi vrstami raka. Tukaj je 6 študij navedenih, bomo šli zdaj počasi skozi te študije. Gremo tukaj, smo prišli do samle. Ja. Kaj pa znanstvene študije? No, 6 jih je tukaj navedenih v teh seminarskih nalogih, zdaj ne bom čisto vse bral, tisto, kar je pomembnega, si boste lahko potem po virih šli sami pogledati. Viri so v angleščini drugače, ampak jaz sem to prevajal v Google Translatu, ker je zdaj kar dosti dober prevajalnik, no. Kakšna 2 besede, 3 mogoče na eni strani, da jih zelo čuden prevede, ampak vsak bi razumel, no. Obstaja veliko objavljenih študij, ki analizirajo polisorbat 80, vendar je pomembno, da se pred splošnimi posplošitvami prepoznajo njihove omejitve. Prva študija kaže na povezavo med sestavino in neplodnostjo miši. Vse miši so tudi sesalci, itak niso upali tega na ljudeh testirati. Na miših relativna teža maternice in jajčnikov se je zmanjšala
glede na neobdelane kontrolne skupine. Jajčniki so bili brez rumenih teles in so imeli degenerativne folikle. Ugotovljeno je bilo, da pospešuje zorenje samic podgan in je povzročilo deformacije jajčnika. Ti učinki so bili dokazani pri novorojenih miših, ki so inicirali polisorbat 80. Naslednja študija je pokazala, da je polisorbat 80 lahko povzroči pri nosečnicah anafilaktični šok. Potem je tle še ena študija, resnično povezavo med zaužitjem polisorbata 80 in razvojem črevesnih težav. Relativno nizke koncentracije dveh pogosto uporabljenih emulgatorjev, in sicer karboksimetilceluloze in polisorbata 80, so pri gostitelju povzročile vnetje nizke stopnje in sindrom debelosti metabolizma ter spodbudile močan kolitis pri miših, nagnjeni k tej motnji. Ti rezultati podpirajo nastajajoči koncept, da motene interakcije gostitelj-mikrobiota, ki povzročijo nizko stopnjo vnetja, lahko spodbudijo maščobe in s tem povezane presnovne učinke. Poleg tega predlagajo, da lahko široka uporaba emulgatorjev prispeva k večji družbeni incidenci debelosti, presnovnega sindroma in drugih kroničnih vnetnih bolezni. Podobno je tudi povezana študija 4, povezala polisorbat 80 s poslabšanjem Crohnove bolezni. Primarne lezije prikrivajo Peyerjeve lise in limfoidne mešičke debelega črevesa, kjer pride do bakterijske invazije skozi M-celice. To je dosti medicinska zadeva, ampak bojo že zdravniki to vedeli po virih raziskati in najde te študije, da bojo lahko ukrepali še na zdravniški zbornici in tako naprej. Tole lahko preskočimo. Na podlagi podatkov o preskusih na živalih lahko povzroči škodljive reproduktivne učinke. Podatkov o človeku ni mogoče najti. Na podlagi podatkov o preskusih na živalih lahko povzroči raka. Podatkov o človeku ni mogoče najti. Lahko vpliva na genski material, mutageni. Zaužitje zelo veliko odmerkov lahko povzroči trebušne krče in drisko. Študije na živalih so pokazale, da povzroča srčne spremembe, spremembe v vedenju, spremenjen čas spanja, izgubo teže, vendar podobnih človeških podatkov niso poročali. Se pravi, vse je skrito. Dejstvo, da lahko polisorbat 80 povzroča raka na podlagi podatkov o preskusih na živalih in lahko samo mutagen, bi moralo biti dovolj, da je proizvajalci cepiv in uprava za hrano in zdravila zahtevajo verodostojne znanstvene dokaze, da je varno vključiti polisorbat 80 v cepiva za ljudi. Polisorbat 80 poškodbe možganov. Ta je tudi ena zanimiva tema oziroma ključna zadeva pri cepivih, kar so hoteli narediti. V cepivih polisorbat 80 deluje kot emulgator za enakomerno razpršitev vseh drugih sestavin v tekočini. Pediater D.L. Lawrence Palevski opozarja na potencialno nevarnost uporabe polisorbata 80 kot sestavine cepiva. Polisorbat 80 se v farmakologiji uporablja za dovajanje nekaterih zdravil ali kemoterapevtiko preko krvno-možganske pregrade. To pomeni, da odprejo bariero za vstop težkih kovin v možgane. To vzbuja resne pomisleke glede uporabe polisorbata 80 v kombinaciji z drugimi reaktivnimi sestavinami cepiva, ki lahko poškodujejo možgane. Krvno-možganska pregrada je ovira, ki ločuje možgane od krvnega obtoka in ščiti centralni živčni sistem pred škodljivimi kemikalijami in drugimi toksini. Krvno-možganska pregrada je še posebej šibka in jo je lažje prodreti v povojih. Tole ne vem, ko se je prevedel. Lažje prodreti, se pravi pri otrocih in starosti. No, tle je malo čuden prevod bil.
Zaradi uporabe polisorbata 80 v cepivih je torej zaskrbljenost, da lahko dovoli vstop drugih strupenih sestavin, kot so težke kovine v možgane. Katero virusno, bakterijsko, kvasno, težko kovinsko ali drugo sestavino, ki vsebuje cepivo, mora prenesti v možgane naših otrok? Ali spadajo v možgane? Je to del potrebnega imunskega odziva za zaščito naših otrok pred boleznimi? Ali materiali cepiva prihajajo skozi krvno-možgansko pregrado s pomočjo polisorbata 80? Če je odgovor pritrdilen, ne obstaja zapleti zaradi tega, da so naši otroci, da je v naših otrocih, v možganih ta zadeva. To so pač vprašanja, na katere že odgovore vse imamo. To je vse vse je škodljivo. Poleg tega se lahko polisorbat 80, ko se vbrizga v telo, hitro razgradi v sorbitol in etilen oksid. Sorbitol lahko poveča tveganje za diabetes, celično smrt, odpoved mitohondrijev in fragmentacijo DNA, se pravi razgradnjo DNA. Še enkrat preberem. Polisorbat 80, ko se vbrizga v telo, hitro razgradi v sorbitol in etilen oksid. Sorbitol lahko poveča tveganje za diabetes, celično smrt, odpoved mitohondrijev in fragmentacijo DNA. Polisorbat, škoda na maternici. Raziskave so pokazale, da polisorbat 80 pri podganah povzroči neplodnost. Študija je objavljena v Journal of Food and Chemical Toxicology. Vam bomo dali po vir, doktorji, da boste lahko to raziskali. Odkril, da je Twin 80 pospešil dozorevanje podgan, podaljšal estrousni cikel, zmanjšal težo maternice in jajčnikov ter povzročil poškodbe sluznice maternice, kar kaže na kronično estrogeno stimulacijo. Poškodovani so bili tudi jajčniki podgan z degenerativnimi folikli in brez rumenih teles, masa endokrinega tkiva, ki izloča progesteron, ki nastane takoj po ovulaciji. Tako hude deformacije jajčniki lahko privedejo do neplodnosti. To so pač študije pokazale, jaz sem jih najdel, v bistvu greš na Google, vtipkaš Twin 80 side effects in je sam letel ven. Jaz sem to 3 dni gledal, naredil seminarsko nalogo kot srednješolc 4. letnika in poslal na vse moje maile. Odziv je bil 0. Tle pa zdaj sodba od polisorbata 80. Očitno, da primanjkuje osnovnih znanstvenih raziskav o toksičnih učinkih sestavine cepiva polisorbat 80 na zdravje ljudi. Nekateri trdijo, da so sestavine, kot je polisorbat 80 v cepivih, varne in ne nevarne samo zato, ker so v cepivih prisotne v majhnih količinah. Vendar obstaja dejstvo, da zveni seznam cepiv zdravnikom, da zvezni seznam, to je za ameriške tla, se govori, tam morajo otroke cepiti z 49 cepivi, mislim, da do 1. razreda. Aha, se tukaj piše. Zvezni seznam cepiv zdravnikom nalaga, da do 6. leta dojenčkom in otrokom dajo ogromnih 49 odmerkov cepiv. To je za Ameriko. Kakšni so kumulativni skupni učinki več sestavin cepiva na človeško telo? To sploh noben raziskuje, zato ker itak oni to naprej koktele namešajo in vejo, da se bo, spomnite se nazaj, rekombinant, se pravi, ima sposobnost, da znotraj telesa pobere delce in naredi štalo, da zdaj rečem po domač. 49 cepiv, koktelček zraven, malo pošejkaš in se začnejo delati nove sekvence v vašem DNA-ju. Ali ne bi smeli imeti pravice do zahtevati dokazov o kratkoročni in dolgoročni varnosti? To so pač bila vprašanja iz članka. Evo, tukaj je pač dr. Palevski, MD, polisorbat 80 v cepivih je nevaren, toksičen, odpira krvno-možganske pregrado, prevaža strupe težkih kovin v možgane, patogeni temeljni premaz in PEG, cepiva COVID-19, laboratorijska študija ugotavlja oporečnost v cepivu.
Dr. Palevski je to izrazil. Medicine. Ja, za konec je polisorbat 80, ki je v Gardasil cepivu papilomavirus HPV, cepivo proti HPV. Sodišče je odločilo, Gardasil cepivo ubija. 21-letna Tarselova hči Kristina Ričel je umrla zaradi aritmije, ki jo je povzročil avtoimunski odziv na Gardasil, cepivo proti HPV, ki ga je dobila nekaj dni pred smrtjo. Končno odločitev je potrdilo Ministrstvo za zdravje in socialne službe. Merkovo cepivo Gardasil povzroča avtoimunske težave, ki povzročajo nenadno oslabelost ali smrt. Zdaj pa vprašanje ameriške mame ali pa novinarja, da se malo zamislimo, na kakšen način se grejo oni vojno z nami. Zdaj, če cepivi pobijajo, mislimo, da ni vojne. Če pa pride en s pištolo, pa jih 30 ubijo v šoli, je pa teroristično dejanje velikega formata. Med drugim je tudi letos moj stric umrl po 3. ali 4. cepljenju. Tako da eno smrtno žrtev v moji rodbini je že zabeležena. Če bi mlado dekle s puško, rečemo Kalašnikov, sicer AR-15, ubil manijak ali terorist, bi bilo takšne novice v vseh medijih. Ker so to mlado žensko ubili s cepivom, je bila celotna zgodba pometena pod preprogo. Kljub temu je cepivo Gardasil odgovorno za dokončano življenje 271 mladih žensk. Sistem poročanja o neželenih učinkih cepiva pa je doslej poročal o 57.520 zdravstvenih zapletih. To je za Ameriko. Če bi med streljanjem v šoli umrlo 271 mladih, bi to novico nenehno omenjali v običajnih medijih. Se pravi, s cepivi je dovoljeno pobijati. S cepivi si je dovoljeno videti vojno. S cepivi je dovoljeno narediti depopulacijo po agendi 2030 in agendi 21, ki jo vodijo Združeni narodi, ki jo je financiral Rockefeller, in oni so luciferjani. In mi smo v vojni z luciferjani. Če že to ne verjamejo v prisotnost ali pa v stvarnika Boga, ki je zemljo naredil, tudi tega padlega angela, zdaj morate odpreti oči, da boste videli, da dejansko častilci Luciferja vodijo svet, Svetovno banko, zdravstvene organizacije, Združene narode. Vplivajo na Evropsko unijo, na Evropsko komisijo, na Evropsko medicinsko agencijo in seveda tudi na našo vlado. Polisorbat 80 povzroča neplodnost. Emulgator, ki lahko poškoduje vaše reproduktivno zdravje, je to Joanna Karpase-Jones, je Infertility in tako naprej. Je ta vir, ki boste dobili, kdor bo hotel. Polisorbat 80, znan tudi kot Twin80, je stabilizator, ki se uporablja v številnih izdelkih, vključno z sladoledom, mlečnimi izdelki, vitaminskimi tabletami, losjoni, kremami ter medicinskimi izdelki, kot so cepiva in zdravila proti raku. Je strupen in ga ne smete jesti, piti, dajati na kožo ali ubrizgavati. Zdaj, v bistvu to pomeni, da ne rabite več v trgovino hoditi. Se pravi, si boste mogli milo doma delati, sladolede doma delati, kreme doma delati. Tle še en vir iz Asthma and Immunology, letnik 95, številka 6. Polisorbat 80 je bil opredeljen kot povzročitelj anafilaktoidne reakcije neimunološkega izvora pri pacientu. Zaključki tega
Polisorbat 80 je povsod uporabljeno sredstvo za raztapljanje, ki lahko povzroči hude neimunološke anafilaktoidne reakcije. Lahko vpliva na vaš imunski sistem in povzroči hud anafilaktični šok, ki lahko ubije. Študija je vključevala nosečnico, ki je utrpela ta anafilaktični šok, ko je dobila 4. injekcijo. Več vitaminov, pravi, vitamine vam bomo dali. Tako da to so te vitamini, ki ubijajo. Pol še ena študija, ki kažejo, da stabilizator povzroča neplodnost je Gajdova M, Jakubovski J in Valki J. Zakasnjeni učinki izpostavljenosti novorojenčka Twin 80 na ženski reproduktivni organ. Ja, tega pač ni bilo, to so delali samo na podganah. Otrokom samica podgan so inicirali polisorbat 80 v 4 do 7 dneh po rojstvu. Pospešil je zorenje podgan in povzročil spremembe na nožnici in maternici, hormonske spremembe, deformacije jajčnikov in degenerativne folikle. Po podatkih Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, ki je del Združenih narodov, znanstveniki iz te organizacije razvijajo cepiva posebej za povzročanje neplodnosti in kot način kontracepcije. Agenda 2030. Tukaj so neki medicinski izrazi, pa ne bi zdaj prav neki globok šel, bolj je važno, da veste, v kateri hrani to dobite in kaj povzroča. Se pravi, polisorbat 80 je v šamponih, peneča kopel, mlečna industrija ga uporablja v sladoledih, da pomaga ohraniti obliko sladoleda in prepreči njegovo tako hitro taljenje po odstranitvi iz zmrzovalnika. Ja. Bolj zaskrbljujoče je novo cepivo proti raku materničnega vratu, Gardasil. To je zdaj stara študija, to smo že mi se skozdali. In Gardasil, ki ga inicirajo deklicam starim od 9 do 26 let. To se je 10 let nazaj v Sloveniji že delali. Tako da te deklice jih bo treba zdraviti na poseben način, da bojo sploh plodne. Gardasil vsebuje polisorbat 80, ki je povezan z neplodnostjo miši, je dejala Dee Nicholson, nacionalna direktorica za komunikacijo za svobodo v kanadskem zdravstvenem varstvu. Ženske, ki so bile cepljene v nosečnosti ali so bile zelo blizu zanositve, so zaradi tega tudi utrpele splav. Pravi ameriški nadzornik Judicial Watch. Kaj je to? Judicial Watch, je to kot sodišče. Od FDA so odkrili več poročil o spontanih splavih po uporabi zakona o svobodi dostopa do informacij. Prepričajte se, kaj jeste, uporabljate ali inicirate, da zagotovite, da je vaše telo čim bolj primerno za nosečnost. To je to. Prišli smo do konca tegale, zdaj seminarska naloga je tlele. Jaz sem šel to prevajati, pač Google Translate, ker se je mudil, ker sem vedel, da se rodomor dela in ni slabo preveden, pač kakšna napaka je. Virov je, tlele je, z YouTubea je en videofilmček, ki je bil pač vržen dol. COVID vaccine insert reveals horror ingredients, Vatis papilloma, Vatis polisorbat 80 and why should you avoid it, kaj je polisorbat 80, zakaj se ga morate izogniti. Potem so raziskave, the late effect of neonatal exposure to Twin 80 in female reproductive organs in rats. Prevedeno, zapozneli učinki izpostavljenosti novorojenčka Twin 80 na samicah podgan, na organe. To je M. Gajdova,
J. Jakubovski in J. Valki. To so bili doktori, ki so pri tej raziskavi sodelovali. Raziskava naslednja je polisorbat 80 in medical product and non-immunologic anafilaktoid reaction. Polisorbat 80 v medicinskih izdelkih in neimunološke anafilaktoidne reakcije. Avtor je Ister A. COORS, Heidi Seibold z Y, Hans F. Merck, Vera Mahler. To so študije teh doktorjev. Naslednja raziskava je Dietary Emulsifiers Impact the Mouse Gut Microbiota Promoting Colitis and Metabolic Syndrome. Dietni emulgatorji vplivajo na mikrobioto črevesja miši in spodbujajo kolitis in presnovni sindrom. Zdravniki so Benoit Časaink, Omri Koren, Julija K. Gudrih, Angela C. Pul, Šanti Srinivasan in tako naprej. Tako ne bi za jeski dost. To je to. Tele MRC5, Shadox, Luciferin, Luciferaza, DNA rekombinancem pa najde pač v Wikipediji. To je bilo takrat mišljeno kot kazenska ovadba za poskus rodomora, danes je spremenjen v kazensko ovadbo rodomor nad Slovenci in evropskimi državljani. To je to, če ima Mihael kakšno vprašanje. Jaz bi dal najprej besedo našim članom, ki so mogoče, če ima kdo kakšno vprašanje v zvezi s temi stvarmi. Jaz nisem dovolj izobražen, ker te stvari nisem nikoli študiral, sploh pa ne medicine in vseh teh izrazov. Moram pa reči, da sem pa slišal izraze vseživljenjsko učenje. A si slišal kdaj za ta izraz? Vseživljenjsko učenje, ne? Trajnostni razvoj. Ne zdajle. Ampak tako, ne, mislim, Ja. lahko bi pa rekel življenjsko vse učenje, kar je po moje boljše, ker se zdaj v teh časih mislim, da skoraj ni stvari v družbi, ki se jo moramo laiki, ki nismo šoleni za to, ki nismo v taki službi, dotikati, prebrati, se s tem seznaniti, zato da se lahko ustrezno sploh zase postaviš, za svoje življenje, da razumeš, kam ta agenda cilja, kaj so v 75 letih, odkar United Nations obstajajo, odkar so to agendo začeli spravljati med vse države, testirati najprej z različnimi virusi lokalno, potem ali širš po državah in to je zdaj postalo v bistvu kar naenkrat po vsem svetu. Veste, kaj sem se, jaz sem se vprašal, marca 2020, kaj sem se vprašal? Sem gledal na kitajskem posnetek, pa sem gledal Nemčijo posnetek, pa Italijo sem pogledal posnetek, kar naenkrat so imeli vsi naenkrat te merilce laserske za temperaturo. Povsod enake. Ker naenkrat so se pojavljali te palčke, testirne povsod. Enake. Vprašanje, če je enake po kvaliteti, ampak palčke kot take za testiranje. Se pravi, to je nekdo mogel veliko prej narediti, načrtovati, distribuirati, vedeti, kaj se bo s tem počel. Glejte, mi smo v takem zaostanku, da se nam sanja, kakšne korake naprej še ti ljudje pripravljajo. Tako da, Egidi, dragi, da si se ti lotil, pravi, jaz nisem medicinc, ti nisi medicinc. Poslušal sem te, kot da bi bil na enem medicinskem seminarju in sem srkal, tudi če so izrazi, ki jih nisem razumel, ampak sem jih slišal in ko bom prebral, bom vedel, za kaj gre. Tako da sem ti iskreno hvaležen za to seminarsko, in ti praviš, jaz pravim kar raziskovalno delo, kar marsikdo danes ne da bi to pogledal. Gre tja do kontejnerja, se postavi v vrsto, da tistih 12 € ali pa gre v lekarno in si kupi test in ga sploh ne briga, kaj si v možgane v nosu teka, ko pride to v stik in kakšne so posledice. Ali pa pri otrocih, pri deklicah. Jaz poznam ogromno družin zdaj, ki imajo hčere, ki so zdaj v teh letih, ki bi mogli roditi, ki bi mogli otroke imeti, ampak stvari so šle, mislim, da predaleč. Depopulacija, ne. Ni z puškami, ampak je s cepivi. Še nekaj bi lahko zavrteli, oziroma jaz sem prej lih posnetek gledal, 3 dni nazaj ga je objavila Marija Stojakovič na Twitterju, posnetek iz leta 1930, risanka, kako bojo naredili lockdown, zaprli vse trgovine
in ljudi začeli cepiti. Ja. Dajte si to pogledati, to risanko na Twitterju, Marija Stojakovič 3 dni nazaj objavila. 1930 so oni že imeli ta načrt, pač so dočakali 90 let. Tako da zdaj pa začnite ljudje sami ustvarjati svoje življenje in odgovarjati za svoje telesa. Če so oni luciferjani, pa morate vedeti, da tle je smrt, samo smrt in se obrnete na Boga. Ok, bi kdo kaj vprašal, zdaj imate tlele Egidija, kakšno vprašanje morda, preden naredimo kratko pauzo. Torej, Egidij, iskrena hvala za tvojo energijo, za tisto nočno delo, ko si to raziskoval, da si se zbudil in šel to narediti. Hvala, da si se odzval tudi mojemu povabilu, da bi bil našim članom to dobro predstaviti in pogled, kakšno dobro delo si naredil, ker to, ko bomo zdaj objavili, bo gor in si bo lahko marsikdo pogledal. Upam, da se bo to širilo in da bodo ljudje čim več od tega odnesli, slišali in se ozavestili. Iskrena ti hvala. Ja, malenkost. Če se bo kakšen doktor javil, jim pošljete v seminarsko, da bodo lahko povirili. Imam članom sem poslal link, sem jim poslal vsem, zdaj si lahko to prenesejo v računalnik. Ostanite zdravi, ne se cepati. Ok.